To je orlovo gnezdo. Na prvi pogled je tole navadna kraška vdornica, napolnjena z motno zeleno vodo, skrita med drevesi. V resnici pa se pod površjem skriva razvejan labirint podvodnih jam in tunelov, globokih 90 metrov, ki se vijajo pod divjino. Velja ne le za eno najnevarnejših v Floridi, temveč tudi za eno najnevarnejših na svetu. V tem videu bomo predstavili nekatere najbolj grozljive dogodke, ki so se tukaj zgodili. Ogled ni primeren za občutljive gledalce. Tako pravi zgodba, da je orlovo gnezdo ostalo neodkrito tisočletja, saj so se staroselska ameriška plemena izogibala zloveščemu vdornemu jezeru v zemlji. Na tem območju Floride je še veliko drugih čudovitih bližnjih izvirov, kot sta Beaufort Springs ali Weeki Wachee, ki sta kristalno čista in vabljiva. Toda voda v orlovem gnezdu je ravno nasprotje vabljive, je motna in izgleda, kot da je polna aligatorjev. Tam so roji komarjev in klopov in ni nobenega znaka, da se tik pod površjem skriva neverjeten naravni čudež. Šele v 60. letih prejšnjega stoletja je pogumni raziskovalec jamarskega potapljanja Don Leadbeater naletel na odprtino in pogumno zaplaval v neznane motne globine. Kot vedno, nekateri ljudje preprosto ne morejo iz svoje kože in morejo videti, kaj je spodaj. Kasneje, ko sta tehnologija in oprema napredovali, se je raziskovanje premaknilo onkraj prve velike odprtine, imenovane Glavna dvorana. Takrat so se začele smrtne žrtve. Jama je bila raziskana do globine 310 čevljev. Včasih je voda temna, obarvana z naravnim organskim barvilom, imenovanim tanini. Ob drugih priložnostih, ko so pogoji pravi, je voda kristalno čista, popolnoma nevidna. Je čarobno, kot da bi bil v drugem svetu. Je očarljivo, vznemirljivo in nevarno. Potapljači se spustijo po cevasti dimniški odprtini, približno 12 metrov globoko, preden dosežejo prvo večjo dvorano, znano kot plesna dvorana. Plesna dvorana je ogromna, votla odprtina, široka približno 30 metrov. Iz tega vhodnega prostora se predori razvejajo proti toku in po toku. Če se potapljači odpravijo po toku, jih predor postopoma vodi navzdol do globine 60 metrov, nato pa se odpre v navpično jamo, ki sega do 88 metrov globine. Na globini 88 metrov se nahaja še en niz prostranih dvoran in prehodov, ki jih lahko potapljači raziskujejo. Eno izmed območij je znano kot Johnov žep, ki je izjemno utesnjen in ozek del predora ter lahko povzroči klaustrofobijo. Drugo območje, imenovano soba okostnjakov, ostaja večinoma nekartirano in izjemno nevarno zaradi rahlega mulja in ostrih skal. Izjemna globina, 90 metrov in nepredvidljivi predori močno otežujejo kartiranje in orientacijo. Bolj kot se potapljači spuščajo v jamski sistem Orlovo gnezdo, kljub temu, da njegovih klaustrofobičnih labirintov predorov še niso v celoti kartirali, njegov sloves tekmuje s pokopališči razbitin ladij in jamami, polnimi morskih psov po vsem svetu. Ljudje, ki se redno potapljajo v tej vrtači, jo opisujejo kot nevarno in zahtevno izkušnjo, ki lahko zaradi dejavnikov, kot so mulj, tema in izjemna globina, povzroči tesnobo in hud stres tudi najbolj izkušenim potapljačem. Orlovo gnezdo si je pridobilo sloves ne le enega najbolj smrtonosnih potapljaških mest na Floridi, temveč tudi na celem svetu. Med nočnim potopom leta 1981 je prišlo do prve zabeležene tragedije. Larry Collins in njegova 29-letna žena Terry sta začela svoj potop okoli 23:05 v soboto zvečer in sta se premikala skozi podvodni tunel, ko je Terry nenadoma postalo slabo. Po besedah Collinsa ga je njegova žena, ko sta šla skozi tunel na globini okoli 77 metrov, držala za nogo, da se ne bi ločila v klaustrofobični temi. Ko se je ozrl nazaj proti njej, je s palcem in prstom pokazal znak za v redu. Ona pa ga je potegnila za nogo, da bi mu dala vedeti, da je tudi ona v redu. A iz neznanega razloga ga je kmalu zatem izpustila. Collins je spoznal, da je nekaj narobe, ko ga je izpustila. V svojem poročilu je omenil, da se je ozrl naokoli in opazil, da njegova žena nima več regulatorja zraka v ustih. Kljub njegovim prizadevanjem, da bi regulator potisnil nazaj v usta in ji dal kisik, je že izgubila zavest, zato mu to ni uspelo. Neto jo je nehote izpustil in jo nato izgubil izpred oči. Collins se je obrnil in se začel dvigovati ter naletel na kolega potapljača Jima Benca na globini 21 metrov pod površjem, ki je bil zaposlen s fotografiranjem. Collins je Bencu neverbalno sporočil, da njegova žena potrebuje pomoč, nato pa nadaljeval vzpon proti površju. Medtem se je Benc odločil potopiti globljo v vodo in poskušal rešiti Collinsovo ženo.
Jim Benz, vodja lokalne potapljaške trgovine v Crestov Riverju, si je že nekaj časa prizadeval opustiti jamsko potapljanje in je bil sprva oklevalen glede udeležbe na tem izletu. Na koncu se je Benz odločil, da bo to njegova zadnja podvodna odprava. Njegov načrt je bil, da se ne bo spustil pregloboko. S seboj v vodo je vzel le eno jeklenko, dve drugi pa pustil na površju. Toda Benz je bil človek, ki bi naredil vse, da bi pomagal komurkoli, tudi brez pravih orodij ali opreme. Jim Benz se nikoli ni vrnil v svoje misije reševanja Terryja Collinsa. Šele v ponedeljek, 2 dni po njunem usodnem potopu, so iskalci našli Jimove posmrtne ostanke. Potapljači so posmrtne ostanke našli na globini 77 metrov v jamskem sistemu, medtem ko so truplo Terryja Collinsa našli 5 čevljev globje v temni ponikalnici. V svojih prizadevanjih, da bi rešil Terry in jo prenesel na površje, je Jimu zmanjkalo kisika v eni jeklenki in se je tragično utopil. Vprašanja so ostala glede tega, kaj se je pravzaprav zgodilo s Terry Collins. Uradniki verjamejo, da se je utopila zaradi nečesa, kar imenujemo dušikova narkotičnost, znana tudi kot omama globin. To stanje običajno prizadene potapljače, ki uporabljajo navaden zrak namesto posebne mešanice plinov z zrakom pri potapljanju v globokih vodah. Dušikova narkotičnost nastane, ko pride do prekomernega kopičenja dušika v krvnem obtoku. To vodi v dezorientacijo in neracionalno vedenje, kot je odstranjevanje obrazne maske ali snemanje regulatorja zraka, točno tako, kot je naredil Terry. Po besedah drugih potapljačev je gospa Collins med svojo potapljaško odpravo uporabljala nestisnjen zrak. Nažalost je bilo to šele začetek smrti v orlovem gnezdu. 29-letni Brent Potts iz Tallahasseeja je bil certificiran inštruktor potapljanja, ki je opravil uvodni tečaj jamskega potapljanja. Avgusta 1990 so reševalni potapljači našli njegovo telo na globini 195 čevljev. Imel je omedlevice skozi leto, vendar jih je skrival pred svojimi potapljaškimi partnerji. Prijatelji so verjeli, da je med potopom izgubil zavest, kar je na koncu privedlo do njegove tragične smrti. Zlovešča narava jame in niz smrti sta prisilila lokalne oblasti, da so jo po več smrtnih nesrečah med letoma 1999 in 2003 popolnoma zaprle za javnost. Pred vhodom v orlovo gnezdo stoji mogočen znak z vgraviranim smrtnim žancem, ki s koso preži na nove žrtve. Na znaku piše: v tej jami ni ničesar, za kar bi bilo vredno umreti. V floridski potapljaški skupnosti se o jamskem sistemu šepeta previdno, skorajda strahospoštovanjem. Strokovni potapljač Bill Ostrick primerja njegov sloves s smrtonosno privlačnostjo Mount Everesta za plezalce. Nerazumljivo čudovito, a z najvišjimi možnimi vložki. Ljudje mislijo, da si nor, če se potopiš v gnezdo, je pripomnil Ostrick. Tam spodaj je več okostnjakov, kot si jih večina sploh lahko predstavlja. A od vseh tragedij v orlovem gnezdu se jih le malo lahko primerja s pretresljivo zgodbo tesnih prijateljev Johna Robinsona in Craiga Simona. Oba izjemno izkušena potapljača je združila strast do raziskovanja podvodnega sveta. Njuni imeni sta zdaj zavedno povezana z neusmiljenim slovesom orlovega gnezda. John Robinson je praktično odraščal v deželi jam, kjer je izpopolnjeval svoje prve potapljaške veščine med študijem na Floridi. Ker je bil obseden z obvladovanjem opreme in tehnik, si je zaradi svoje natančnosti prislužil dobronamerno zbadanje drugih potapljačev. Stotine ur pod vodo so Robinsonu omogočile, da je premagal klaustrofobijo in slepoto zaradi mulja, kar je bilo ključno za preživetje v gnezdu. Medtem je Newyorčan Craig Simon prispel na Florido, da bi uresničil svoje potapljaške sanje. Po naravi drzen in karizmatičen je Simon dobil mentorstvo pri pionirskih tehničnih potapljačih, kot je Paul Heinert. Simon je izpopolnil svoje veščine do te mere, da ga je Robinson izbral za zaupanja vrednega potapljaškega partnerja pri raziskovanju globljih delov gnezda. Leta 2004. Le eno leto potem, ko je bilo orlovo gnezdo ponovno odprto za potapljanje javnosti, je skoraj prišlo do tragedije. Robinsona je sredi potopa v gnezdo nenadoma ohromil napad panike. Na nekaterih mestih je jamski sistem znotraj orlovega gnezda izjemno ozek. Tako je ozko, da se morajo potapljači stiskati in prebijati skozi klaustrofobične odprtine. Včasih je pravi boj, da se prebijajo skozi svojo opremo. Najbolj nevarna je dezorientirajoča narava tunelov, ki se prepletajo pod floridsko divjino. Orlovo gnezdo pokriva obsežno območje, hodniki pa so si med seboj zelo podobni, zaradi česar potapljači ostanejo izgubljeni brez občutka za okolico. Kot je opisal potapljač Larry Green, te ovije tema, mulj se dviga okoli tebe. Ki je zgoraj, ki je spodaj, ti pa je iščeš izhod, ki ga nikakor ne najdeš.
K čutni prikrajšanosti prispeva tudi nepredvidljiva vidljivost orlovega gnezda, ki se spreminja od osupljivo jasne do popolne praznine. Tudi strokovnjaki se lahko nenadoma znajdejo zaslepljeni, saj so vse orientacijske točke izbrisane. Najmanjši stik steno prehoda sprosti oblake mulja, ki skalijo vodo. V teh srce ustavljajočih trenutkih potapljače zadušita tako motnost kot klaustrofobija. Psihološki vpliv na tiste, ki si drznejo vstopiti v orlovo gnezdo, prav tako ne sme biti podcenjen. Ogromen pritisk, da se izogneš napakam in opreš paniki v tako sovražnem okolju, je duševno izčrpavajoč. Samo to lahko zlomi tudi izkušene potapljače in zamegli presojo ravno takrat, ko je trezno razmišljanje najbolj potrebno. Zelo enostavno se izgubiti in ni nobenega varnega dela, kjer bi se lahko orientiral. V tej zahrbtni podvodni brezni je Craig Simon ostal miren, medtem ko je John Robinson paničaril in se boril za zrak, ter počasi vodil svojega prekomerno hiperventilirajočega partnerja nazaj na varno, v okolju, kjer smrt preži za vsakim vogalom. Oba moška sta bila po skorajšnji utopitvi globoko pretresena in sta se spraševala, ali bi morala zavedno prenehati s potapljanjem v jamah. Travmatizirana sta si vzela več mesecev premora za razmislek. Nekaj mesecev kasneje, popolnoma okrevan, je John Craigu predlagal še en potop. Craig je okleval, ali bi se še enkrat potapljal s svojim dobrim prijateljem, njegova žena pa ga je prosila, naj zavrne, saj jo je preganjalo, kako blizu smrti je bil njen mož že tam. Razpet med zvestobo se je Craig usodno odločil, da bo držal svojo obljubo Johnu in se soočil s svojimi strahovi. Zgodnje poletno jutro je bilo mirno in tiho, ko sta se Craig Simon in John Robinson pripravljala na potop v zloglasni jamski sistem Orlovo gnezdo. Tistega usodnega junijskega dne leta 2004 dolgoletna prijatelja nista mogla vedeti, da bo to njun zadnji skupni potop. Čeprav sta bila Craig in John izkušena in pretkana, je dovolj že ena majhna napaka, en trenutek nepazljivosti, da pride do katastrofe. Ko sta začela s potopom, sta dosledno upoštevala stroge postopke. Vrvico sta pritrdila, dodatni kisik pripravila, čas potopa natančno načrtovala, medtem ko sta plavala proti ožjim tunelom z visokimi stropi kot nebotičniki. Ogromna globina, 90 metrov v orlovem gnezdu, dopušča zelo malo prostora za napake. Pri 10-kratnem običajnem atmosferskem tlaku se poraba zraka hitro poveča. Izgubljeni potapljači, ki se borijo z dezorientacijo in slabo vidljivostjo, hitro porabijo svojo dragoceno zalogo plina. Ko nastopi stiska, so njihovi jeklenke lahko strašljivo blizu praznim. Načrt Johna in Craiga je vključeval skupni čas potopa 40 minut vključno z dekompresijo, z namenom doseči približno 550 metrov v notranjost jame na največji globini 99 metrov. Za zagotovitev varnosti sta imela dovolj zaloge zraka za predvideno trajanje in uporabljala visokokakovostne potapljaške skuterje za hitrejše premikanje. Podvodni skuter, imenovan tudi potapljaško pogonsko vozilo, podvodno pogonsko vozilo, morski skuter ali vozilo za prevoz plavalcev, je mehansko gnano vozilo, ki vleče ljudi pod vodo in tako zmanjšuje napor pri plavanju. Podvodni skuterji omogočajo potapljačem z jeklenko, potapljačem z dihalko in prostim potapljačem, da se premikajo skozi vodo z manj napora in manjšo porabo kisika. John in Craig sta imela tudi odložene jeklenke za dekompresijo in potapljaške računalnike na zapestju za potrebne informacije. Po jutranjih pripravah sta začela svoj potop ob 13. uri. Spuščala sta se skozi jamski prehod in nameščala dekompresijske jeklenke. Prečkala sta ozek dimnik in prišla do vhodne dvorane, velikega prostora, ki vodi do gorvodnega in dolvodnega dela jame. Odločila sta se raziskati dolvodni rov, spustila sta se do globine 60 metrov, nato pa še skozi brezno do 88 metrov. Načrtovala sta, da bosta nekaj časa raziskovala te dvorane, preden se bosta vrnila na dekompresijske postanke. Začetni spust je potekal popolno, takšen brezhiben vstop sta opravila že velikokrat prej. V soju svojih naglavnih svetilk sta Craig in John vztrajno prodirala navzdol skozi ozki naravni dimnik in vstopila v veliko dvorano. Popolnoma usklajena sta z lahkoto izvajala dobro utečene gibe. Njuni potapljaški računalniki so prikazovali povsem običajne vrednosti. Za zdaj je vse v redu. Ko je bleda svetloba s površja nad njima pojenjala, sta plavala naprej v temni labirint predorov orlovega gnezda. Po več kot 40 letih potapljanja v tem podvodnem labirintu je John poznal vse njegove zavoje na pamet in Craig je popolnoma zaupal prijateljevemu vodstvu, ko sta se podala globje. Sobe in hodniki so švigali mimo, dokler nista končno prispela na cilj. Slepa žepasta votlina, ki so jo primerno poimenovali Johnov žep.
V tesnjem prostoru je upravičil svoj sloves, saj je bil ravno dovolj širok, da sta se vanj stisnila dva potapljača. Njegove ozke stene so se zdele, kot da pritiskajo na njune jeklenke. Ta najbolj tesen in neprijazen del jame je bil v preteklosti problematičen za Craiga. Nenadoma je John opazil, da se je njegov partner oddaljil od njihove vodilne vrvice in zavil v neznano razpoko. Morda ga je prevzelo navdušenje in je Craig spustil vodilno vrvico, da bi bolje raziskal. Svetil je naokoli in iskal pot naprej, a mulj se je dvignil z njegovih plavuti ter zadušil snop svetilke. Prašnati sedimenti so se razpršili po vodi in ga oslepili. Craig je mahal z rokami in obupano poskušal najti ter slediti vrvici nazaj, a ni imel ničesar, česar bi se lahko oprijel. Ni bilo vidnega izhoda, bila je popolna tema in Craig ni videl ničesar. Craigovo srce je močno razbijalo v prsih. Bil je ujet, brez vodila nazaj v življenje, brez poti naprej ali nazaj. V upanju, da bo našel drugo izhodno pot, je John potrpežljivo čakal na Craigovo vrnitev. In čakal, dokler ni z grozo spoznal, da je bil zapuščen sam v temnem labirintu. Zaskrbljenost se je povečala, ko se John in Craig nista vrnila ob načrtovanem času za prijavo. Nekdo je opazil, da nista uporabila svojih rezervnih jeklenk, kar je vzbudilo preplah. Iskanje so začele reševalne ekipe, za pomoč pa so poklicali približno 40 potapljačev. Dolgoletni prijatelj, mentor in izkušen jamski potapljač Paul Heiner je Craigovi družini zagotovil, da jo bo našel in je vstopil v jamo, da bi poiskal Craiga in Johna. Ko je Paul začel svojo misijo v Orlovo gnezdo, ni bil prepričan, kaj bo našel. Ko je nadaljeval globje, ni bilo nobenih znakov Johna ali Craiga. Končno je dosegel globino več kot 60 metrov. V predelu John's Pocket je v soju svetilke zagledal Johnov potapljaški skuter, delno zakopan v muljastem dnu. Poleg njega je leželo Johnovo telo. Njegova oprema je bila še vedno delujoča, vendar so bile njegove jeklenke za zrak usodno prazne. Strokovnjaki so pregledali Johnov potapljaški računalnik in ugotovili, da ga je morda zmedla usedlina in ni mogel najti izhoda. Na koncu je obtičal v prostoru. Kljub poskusu izhoda Johnu ni uspelo. Našli so ga v položaju, ki je kazal, da je skušal zapustiti jamo. Reševani potapljači so temeljito preiskali, vendar niso našli nobenih sledi Craiga. Nenavadno je bilo, da prijatelja nista bila skupaj. Reševalni potapljači Craiga niso našli, iskanje pa so zaradi hudega vremena preložili. Čim več časa je minilo, tem bolj tvegana in nevarna je postajala reševalna misija. Eden od reševalnih potapljačev je moral biti hospitaliziran zaradi dekompresijske bolezni po več potopih do globine 90 metrov. Vsi pa so bili v nevarnosti zaradi enakih dezorientirajočih učinkov, ki so v prvi tragediji v Orlovem gnezdu vzeli življenje Terryju Collinsu. Kljub tem izzivom, Paul Heiner ni bil pripravljen odnehati pri iskanju Craiga. Ko je prispel do Johnovega žepa, se je odločil za drugo pot in končno opazil Craigovo telo, zapleteno v vrv, ki je viselo v vodi in bilo delno pokrito z naplavinami. Vendar Paul ni videl vodilne vrvi, ko je našel Craigov skuter, a to ne pomeni, da je ni bilo. Paul je opazil, da je s skuterjem mamljivo hitro pogledati nekaj, ne da bi napeljal vrv. Vendar pa to poveča tveganje, da dvigneš mulj in da gre kaj hitro narobe. Ko se je Craig odločil, da bo spustil vodilno vrv, da bi s skuterjem na kratko raziskal stransko razpoko, je nevede zapečatil svojo usodo. Orlovo gnezdo je od leta 1981 zahtevalo več kot 10 življenj. In morda še bolj presenetljivo je, da je bila velika večina teh tragedij med dobro usposobljenimi, izkušenimi potapljači. 15. oktobra 2016 sta se 53-letni Patrick Peacock in 38-letni Chris Rittenmeyer pripravila na potop v gnezdo. Dolgoletna prijatelja in potapljaška partnerja sta vstopila v vodo opremljena z zaprtokrožnimi rebreatherji, dodatnimi jeklenkami in skuterji. Tretji potapljač je bil prisoten za podporo na površju. Peacock in Rittenmeyer sta bila zelo izkušena tehnična potapljača, certificirana za jamsko, trimix in rebreather potapljanje. Dan prej sta brez težav ali incidentov potapljala v Orlovem gnezdu. Opremljena z zaprtokrožnimi rebreatherji, dodatnimi jeklenkami in rezervno opremo sta se ob 14. uri spustila v vodo. Tretji potapljač je ostal na površju kot podpora. Začetni del potopa je potekal gladko. Po 43 minutah sta Rittenmeyer in Peacock prispela na cilj, v ozek rov, imenovan Razodetje. Prejšnji kartografi tega slepega rova še niso v celoti raziskali. V želji po odkritju sta se potapljača podala naprej v ozko špranjo, a nenadoma je prišlo do nesreče.
Ujeti v blatnem tunelu sta potapljača izgubila vidljivost v zadušljivem mraku. V paniki sta poskušala vstopiti skozi drug vhod, a sta se še bolj zapletla v odilne vrvice. Po 61 minutah sta Rittenmeier in Peacock ugotovila, da je pobeg nemogoč. Opustila sta en delujoč rebreather, kar kaže na krizo z opremo. Na koncu sta potapljača ostala skupaj v temi, namesto da bi poskušala izhod vsak zase. Ko se par ni pojavil na površju ob pričakovanem času, je podporni potapljač na kraju poklical vodjo potapljaške trgovine Cave Country, Johna Bernaua, okoli 18. ure. Bernau je aktiviral floridsko enoto za reševanje in izvlek iz podvodnih jam ter sestavil nujno reševalno ekipo. Prva ekipa za izvlek je vstopila v Orlovo gnezdo ob 23. uri. Sledila ji je druga ekipa ob 3:45 zjutraj. Ko je bil začetni iskalni poizkus neuspešen. Tragično so reševalni potapljači odkrili obe trupli na drugi strani ozkega prehoda, imenovanega Revelation Space v jamskem sistemu. Zdelo se je, da se je eden od potapljačev zapletel in umrl prvi. Drugi se je nato utopil, ko je poskušal rešiti svojega prijatelja, namesto da bi sam odšel ven. Njuni potapljaški računalniki so zabeležili pretečene čase, ki so presegali omejitve sistema, kar nakazuje na tragično in dolgotrajno preizkušnjo. V naslednjih dneh so potapljači metodično pobrali vso preostalo opremo iz jame kot dokaz. Analiza je pokazala, da je bila večina opreme nepoškodovana in delujoča, z izjemo enega rebreatherja s praznimi jeklenkami z diluentom. Reševalna ekipa se je nazadnje vrnila na površje brez jasne predstave o tem, kaj se je zgodilo, in brez tolažbe za družini Rittenmeierja in Peacocka. Njuna trupla so bila najdena z maskami na obrazu in jeklenkami ob strani, neposredno ob varnostni vrvi. Do danes nihče natančno ne ve, kaj se je zgodilo v njunih zadnjih trenutkih. Najlepša hvala za ogled in upam, da se vidimo v naslednjem videu.